Osrednja občinska slovesnost ob dnevu državnosti v Beltincih. Sprejem odličnjakov osnovnih šol občine Moravske Toplice. Cenjene gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k ogledu današnjih dogodkov. Osrednja občinska slovesnost ob dnevu državnosti v Beltincih je bila obogatena s kulturnim programom in koncertom ob zaključku šolskega leta učenk in učencev glasbene šole Beltinci. Pred občinsko stavbo v Beltincih se je začela osrednja občinska slovesnost ob dnevu državnosti. Slovesnost se je nadaljevala skozi park do grajskega dvorišča, kjer je potekala osrednja proslava. Kar se tiče seveda dneva državnosti, ga počastimo oziroma ga častimo sicer morda za nekoga malce hitreje kot ponavadi, vendar pa smo se nekako skupaj z glasbeno šolo dogovorili, da gremo z roko v roki in potem smo nekako tudi s tem izkazali njim čast. Po drugi strani pa seveda tudi dali njim po eni strani žogico, naj nas prepričajo, da bo zgodba čim bolj uspešna, v kar seveda ne dvomimo, predvsem pa, da želimo pokazati to zgodbo, da tukaj mladi da imajo dober zgled, torej da imamo zgodovino nastavljeno, tako da se mladi imajo od česa učiti in naj potem sedaj mladi tudi svojo zgodbo peljejo ali pa peljemo naprej in da si želimo predvsem, da smo pogumni, enotni, predvsem pa solidarni v naših skupnih željah, potem, da je Slovenija življenje čim boljše za vse, ne glede na to, ali smo mladi, stari, starejši, za vse torej naj je življenje čim boljše, čim bolj pogumno, čim bolj enotno in pa predvsem čim bolj kvalitetno. Kar se tiče nekako proslave, smo se odločili, da gremo v 2 mesecih. Prvo mesto je tukaj, kjer se je pred 103 leti zgodilo Prekmurje kot del Slovenije. Po drugi strani potem pa gremo tudi pred grad, kjer bo svečanost strani glasbene šole še na malce višjem nivoju, kajti tam pa potem bo z glasbo, s petjem, nekako potem bomo poskušali dati to pečat oziroma to noto, da res nam ni za vseeno za našo državo, samostojno državo, enotno in da se nekako poklonimo vsem torej tistim, ki so nam pomagali pri tem, da je zgodba takšna, da smo torej res tako ponosni, da smo Slovenci, da živimo v svoji državi. Časi, ki so za nami, so bili zahtevni, sploh zadnji 2 leti, kjer nas je zaznamovala epidemija. V prihodnje pa vse bolj kaže, da nas bo zaznamovala draginja. Časi nam niso naklonjeni, tako finančno, zdravstveno, kakršnokoli stanje ni najbolj optimalno, vendar pa si želim, da smo čim bolj optimistični, da smo čim bolj pogumni in da predvsem torej, z optimizmom vstopamo v ta nov čas, v ta čas, kjer bomo nekako pokazali, da znamo biti ponovno enotni in da ne glede na krize, ki so okrog nas, bomo iz tega prišli kot zmagovalci in da bomo res na koncu vsi povedali, da smo ponosni, da smo Slovenci in da živimo v Republiki Sloveniji. Proslavo so dopolnili in popestrili učenci glasbene šole Beltinci, ki so se na zanimiv način predstavili obiskovalcem. Obiskovalce je namreč spremljala glasba učenk in učencev glasbene šole vse od občinske stavbe skozi celoten park, kjer so se na več postajah predstavili obiskovalcem in jih tako z glasbo pospremili na osrednjo prireditev, ki je potekala na grajskem dvorišču.
V gostišču Oaza je potekal sprejem in pogostitev najboljših učenk in učencev osnovnih šol občine Moravske Toplice. 21. junija 2022, ob koncu šolskega leta 2021-2022, je potekal sprejem za odličnjake osnovnih šol iz občine Moravske Toplice, kateri je pozdravil in sprejel župan občine Moravske Toplice gospod Alojz Glavač. Danes je pomemben dan, 21. junij, poletni solstici. Tisti, ki imajo ime Alojz Slavko, tudi imajo god. Drugače pa je proti koncu šolskega leta običaj, da se nekako spomnimo ali pa jih pohvalimo, javno izpostavimo najbolj uspešne učence naših osnovnih šol, ki prehajajo potem v dijaški stan, in ob tej priliki se malo pogovorimo, dobijo neko knjigo simbolično v spomin, tudi se malo pogostimo skromno in tako na nek način javno izpostavimo te naše, v katerih mnogi polagamo upe za našo bodočnost. Spodbudne besede za naprej. Je v bistvu to, da so eno ocene, drugo je pa potem tudi znanje. To dvoje treba ločiti, zdaj v tem primeru so to tudi neke ocene, se pravi, ko se pač to znanje, uspešnost delo v osnovni šoli meri. In v življenju se stvari tudi ves čas nekako merijo in to je prvi pogoj, da tudi kasneje v poklicu ali v zasebnem življenju zasledujemo neke višje cilje, da pač se ne zadovoljimo s povprečjem. Naj povem, da je naša občina med tremi v Pomurju, ker imamo tudi največ študentov na 1000 prebivalcev, tako da sem tudi na to ponosen, tako da v tem smislu se nam ni treba bati za bodočnost. Na sprejemu so bili prisotni tudi ravnatelji osnovnih šol in razredničarji. Ob takšnih dogodkih, ko se župan spomni odličnjakov, torej učencev, ki so skozi 9 let šolanja bili izjemni, je vedno prijetno. Tudi mi, delavci šol, s prijetnimi občutki spremljamo te učence. Predvsem pa jim želimo in polagamo na srce, da uživajo v teh letih mladosti, da delajo, da so odgovorni in predvsem, da gredo za svojimi sanjami. Ravnatelj osnovne šole Bogojina. Odličnost, glede na številke, je seveda ena stvar, ki jo pač merimo. Zraven zadaj je pa še ogromno drugih otrok, ki so vsak uspešen na svojem področju. Jaz čisto vsakemu od njih želim, da bodo srečni, da bodo uspešni, da bodo, kar je v zadnjem času zelo aktualno, živeli v mirnem svetu, v svetu brez sporov in želim si tudi, da ostanem v tem okolju, ki je, če gledamo dejansko eden najlepših v Sloveniji. Vsi pedagoški delavci so bili zadnji 2 leti postavljeni pred velik izziv zaradi epidemije. Ja, to je bil velik izziv za vse. Treba se je bilo v začetku hitro odzvati, potem pa seveda prilagajati, ves čas iskati rešitve, pa seveda sodelovati s pristojnimi inštitucijami. Pa ne na koncu, seveda vedno je treba imeti na prvem mestu otroka, učenca, videti, kaj se dogaja. Jaz mislim, da nekih velikanskih primanjkljajev, kar se tiče znanja, ne bo. Ogromno smo se naučili mi, ogromno so se naučili oni. Za njihovo prihodnost se ni bati, tako da jaz si pa želim dejansko normalnih razmer prihodnje, ali pa vsaj, da najdemo neko rešitev, da bo pouk potekal bolj normalno, bom rekel. Osnovna šola Puconce, kljub temu, da leži v drugi občini, je prispevala odličnjake v občini Moravske Toplice. 2 občini, kjer vi imata določen skupni šolski okoliš. Tukaj v našem primeru sta to 2 vasi, Sebeborci in pa Krnci, pa nekateri učenci potem še prihajajo iz Moravske Toplice ali pa z Andrejec k nam v šolo. Kaj pomeni zaključek osnovne šole? Saj verjetno je za vsakega posameznika to nekaj najlepšega, ko si nekje na koncu in potem še med tistimi, ki so uspešni. In enako potem tudi mi, učitelji, vzgojitelji, ravnatelji smo ponosni, pa ne samo na te učence, kateri so odličnjaki, ampak na vse tiste, kateri zaključijo osnovnošolsko izobraževanje in potem z nekimi cilji grejo naprej v svet. Popotnica za bodoče dijake. Od začetka in res od začetka
poprijeti za knjige, upoštevati navodila učiteljev in slediti vsemu tistemu, kar jim svetujejo, delajo, in potem ne bo nobenih težav. Kaj pa izven šole? Izven šole pa vse tisto, kar so do sedaj delali. Se pravi, tisti, ki so športali, tisti, ki so bili gasilci, tisti, ki so bili v raznih drugih krožkih dejavnostih, vse to naj z enako intenziteto spodbujajo, gojijo naprej. Nekaj besed o svojih nadaljnjih izobraževalnih korakih so nam zaupali tudi sami učenci. Vpisala sem se na gimnazijo v Ljutomeru, ciljev za naprej pa še nimam. 9-letke je konec. Kako naprej? Ja, bilo je super, sicer v 9. razredu sem proti koncu že komaj čakal srednjo šolo. Zdaj, kaj bo, upisal sem se na splošno gimnazijo Murska Sobota. Poleg motenega šolskega procesa zaradi epidemije so se poleg vseh pedagoških delavcev pred velikim izzivom znašli predvsem učenci. Ja, v bistvu je bilo zelo zanimivo. Bili smo omejeni, določene stvari se niso mogle izvajati in zato smo bili za marsikatero stvar prikrajšani, ampak vseeno smo skupaj zmogli in prišli do konca. Kje se vidite čez 20 let? Želim, da bi bila nekje v svetu, še vseeno pa bi se vračala domov. Dolgoročni cilji mogoče niso v domačem okolju, ampak se bom vsekakor vračal v domače okolje. Tako da ja, vidim se pa mogoče v kakšni odvetniški pisarni. Učenci občine Moravske Toplice obiskujejo več šol v občini in regiji. Na osnovni šoli Fokovci so letos 3 odličnjaki. Osnovna šola Bogojina in osnovna šola Putenci jih imata 4, tujezična osnovna šola Porsanjakovci pa 1 odličnjakinjo iz občine. Ob tej priložnosti so učenci prejeli priznanja in knjižne nagrade. Drage gledalke in gledalci, lepo se imejte v teh poletnih dneh in hvala, ker ste bili v naši družbi.